premier glede odstopa ministrice Duše Trobec-Bučan. Bila je v svoji odstopni izjavi oziroma odgovoru na vprašanje zelo jasna. Pravi, da odstopa, ker tudi iz vaše strani nima več podpore za zakonito delo. Pa bi vas najprej prosil... Iz moje strani? Je rekla? Ja. Iz moje strani. Res? Tako sem razumel. Potem sem zelo razočaran. Večkrat razočaran. Najprej zato, ker sva še v jutranjem pogovoru, ko sem jo prosil, da odločitev, da bi se pogovorila, opozoril, da uživa vso mojo podporo. In jo je imela. Tako da moram ministrico še enkrat vprašati in vi prav tako, ali je res, da je nima, saj je nenazadnje bila ob meni, ko sem bil pred nekaj dnevi na ministrstvu in niso bila na 4 oči, tam so bili vsi njeni sodelavci. Ministrico sem bil tam prosil in vsi so bili navzoči in tako tudi razumeli, da hkrati s tem, ko odpravlja vse nepravilnosti za nazaj, poskrbi za to, da bo dobro in uspešno delo ministrstva za naprej. Ministrica je do vključno danes imela vso mojo podporo s prošnjo, ko me je zjutraj bila obvestila, da namerava odstopiti, da tega ne stori, da ima mojo podporo in sem zato, če je tako res rekla, razočaran. Ker je potem rekla nekaj vam, nekaj pa pravi meni. In mislim, da je prav, da Državnemu zboru pove resnico. Gospa ministrica je ves čas uživala mojo nedeljeno podporo. Glede tega moram biti zelo jasen. Tukaj bi vam postavil pod vprašanje. Minuli petek sem bil čisto slučajno zraven, ko ste poklicali po telefonu ministrico Dušo Bučan-Trobec. Temu bi vsaj jaz v svojem žargonu težko rekel podpora pri razčiščevanju stvari. Ker? Ker je izvenelo bolj kot neko utišanje. No? Ni govora. Ministrica je imela ves čas mojo podporo. Jaz sem odgovoren za njeno delo. Jaz sem jo imenoval na ta položaj, jo podpiral pri njenem delu in tudi danes pozval, da tega ne stori, ker razumem, da so problemi, da so stiske, da so pritiski, vendar pa sem jo ves čas podpiral, da prav nobenega nepravilnega koraka, ki je bil storjen pod prejšnjim ministrom, ko je bila sama državna sekretarka, ne prikrije, da se nepravilnosti ne ponavljajo. Zato vas prosim, moje delo je, da z 17, 18 ministri komuniciram dnevno, vsak dan in zlasti ona je zaradi tega, ker je po njenem mnenju bilo v času, ko je bila ona državna sekretarka, minister Gerkeš pa minister, storjenih nekaj napak, je bilo moje mnenje od začetka do konca, da naj jih absolutno ne prikriva, ampak razkriva tako, da bo seveda tudi tekoče delo teklo in je imela mojo podporo. Zakaj pa sem šel potem prejšnji teden na ministrstvo? Zakaj pa sem stal ob njej izrekel javno podporo? Saj ni mogoče delati z dvojnimi merili. Tako da je vaš vtis, če ste ga takega imeli absolutno pristranski, tudi danes je brško ne bi prosil, da ostane na tem položaju in da opravlja delo. Če ne bi verjel, da je pač treba prenesti pritiske, da je pač treba prenesti kritike, tudi jaz sam jih moram, in pritiske, in kritike, tudi takrat, ko niso upravičene. Torej, gospa ministrica je imela vso mojo podporo pri razkrivanju nepravilnosti, prav nikoli je nisem prosil za ravnanje, ki bi bilo v nasprotju s to njeno odločitvijo, da se stvari, ki so bile nepravilno, po njenem mnenju, storjene za nazaj, ne razčistijo. Ko je predlagala, da se razčisti vprašanje vloge državnega sekretarja v mojem kabinetu, sva ravnala tako, kot je priporočila protikorupcijska komisija. Državni sekretar je bil razrešen obveznosti za ta del njegovega ravnanja. Ves čas je torej imela mojo podporo. In tako mislim, da je ministrica dolžna tudi pojasniti javnosti. Vse drugo bi bilo po moje neresnično. Ministrica je še danes zjutraj bila deležna mojega poziva, da naj se ne umakne, ker ima mojo podporo, čeprav je seveda morda pod pritiski ali pa pod kritikami drugih. Vendar to se v delu ministrov in ministric seveda dogaja vsak dan in to je seveda treba vzeti na znanje, ko se pride v to službo. Vi veste, da so bili mnogi kritiki moje odločitve, da jo
imenujem na ta položaj, jaz sem to storil, nisem nikoli tega obžaloval, seveda pa sem z ministrico, in to je moje delo, ker sem odgovoren za njeno delo, tudi izmenil mnenje o tem, ali je ta ali oni korak dober in pravilen, ga poskušal uskladiti z njenimi nasveti in še danes zjutraj, kot rečeno, prosil, da ostane na tem položaju, ker se mi zdi projekt črpanja evropskih sredstev in razčiščevanja v njenem ministrstvu preveč pomembno, da bi se umaknila samo zaradi tega, ker je deležna pritiskov. Glejte, moj ves mandat, gospe in gospodje, je mandat velikih pritiskov na moje odločitve. Zakaj? Zato, ker nisem skušal nobenemu posebej ugajati, zato, ker nisem skušal nobenega posebej zaščititi, zato, ker sem ves čas mislil na to, kaj je potrebno storiti, zato, da bodo stvari v prihodnje boljše, kot so bile morda v preteklosti. Nihče ni bil privilegiran, nihče ni bil deprivilegiran. Če bi koga posebej zaščitil, ali skupino, ali generacijo, ali kapitalski lobby, bi užival vsaj del javne podpore in to močno in brez dvomov. Tako pa temu ni tako. Prav nasprotno, ker nisem posebej nobenega prosil, da me podpre v volilni kampanji. Tudi nisem bil nikomur nič dolžan. Zato je ves čas mojega dela, čas velikih pritiskov na moje odločitve. Toda to je moje delo, da jih prenesem, da razčistim stvari za nazaj in uredim stvari za naprej. Če kdo od ministric in ministrov, ki pride na položaj, misli, da bo lahko urejal stvari za nazaj in urejal stvari za naprej, ne da bo deležen kritik, ne da bo deležen pritiskov, seveda pričakuje preveč. Je pa imela ta ministrica mojo podporo in še danes prošnjo, da ostane na tem položaju. Brez zamere, gospod, če bi bilo drugače, ali bi jo bil danes prosil, da naredi vsaj nekaj, kar bi se mi zdelo prav, da preden sprejme odločitev odstopu, govori z mano. Prosil sem jo, da vsaj to, da govori z mano, da jo skušam v pogovoru na 4 oči še enkrat prepriča, da ostane ministrica, pa se odločila drugače. In če vam je rekla, da ni uživala moje podpore pri razčiščevanju preteklosti ali pri urejanju prihodnosti, potem mislim, da je ministrica dolžna to še enkrat povedati in to, ko sem jaz navžot zraven. Mislim, da si tega nisem zaslužil. Nisem prizadet zaradi tega. Boštjan Veselič, InfoTV. Gospod premijer, eno vprašanje, pred kakšno dobro uro sem se pogovarjal z gospodom Erjavcem, ki je nekako dejal, da ministrica v odstopu podpira. Hkrati pa dejal, da tudi jaz. Dejal je, da bo za jutri sklical izvršni odbor stranke Desus, na katerem bodo razpravljali, ali ima sploh še smisel ostati v koaliciji. Vaš komentar tega, ga boste poskušali prepričati, da ostane. Prav gotovo. Slovenska vlada je pred izjemno zahtevnim obdobjem. Mislim, da bi bilo dobro, da tako kot vsi ostali, tudi stranka Desus, to si zdaj lahko privoščim govoriti, ker nisem na tiskovni konferenci vlade, ampak na tiskovni konferenci stranke, ki jo vodim in lahko govorim o strankarskih stvareh toliko, kot mislim, da je seveda to potrebno od drugih. Mislim, da bi bilo izjemnega pomena, če kolega Erjavec in njegova stranka ostaneta v koaliciji. Najprej moramo razčistiti vprašanje, ali ministrica ni imela moje podpore. To se mi zdaj ključnega pomena tudi zaradi moje verodostojnosti. Ministrica je še zjutraj rekla, da jim slišala od mene, da ima vso mojo podporo. Prejšnji teden sem bil na ministrstvu, tam je bilo mnogo ljudi, ki so lahko verne priče mojega jasnega sporočila. Ministrica, imaš vso mojo podporo, tukaj imaš kolektiv, ki ga pozivam, da ti stoji ob strani. Prosim, organizirajte se tako, da razčistite za nazaj stvari, ki so potrebne in da uredite stvari za naprej, tako kot morajo biti. Če je ministrica ocenila, da ne more več opravljati svojega dela, bi si vsaj zaslužil, kot nekdo, ki jo je imenoval na ta položaj na predlog Karla Erjavca. Prej je bila pa državna sekretarka, ni prišla na novo, da bi mi to povedala, preden je čutila potrebo, da tako na hitro odstopi. Mislim, da moramo biti kot pomembni odločevalci, vendarle se moramo zavedati svoje odgovornosti. Mislim, da ni bilo potrebno storiti tako hitrega koraka, tako hitro in brez posveta z mano. Mislim, da sem si zaslužil, zato ker sem jo vaš čas podpiral, da bi bila to povedala prej, kot mi je to napisala v sporočilu zjutraj, ki sem ga dobil in ko sem jo prosil,
da bi se dobila, ker jo podpiram, mislim, da je še marsikaj za narediti. Tako tudi mislim, da imamo v koaliciji še marsikaj skupaj za postoriti, ne glede na različno stališče do pokojninske reforme. Jaz mislim, da navkljub temu lahko ta koalicija še veliko stori za dobro Slovenije.